V adventu premišljujemo, kako se nam Bog bliža. Naš Bog ljubi človeka in se bo rodil kot človek. Hoče biti blizu človeku. V današnjem evangeliju zato Kristus vabi ljudi k sebi. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi. Zanimivo je, da nas ljudje vabijo k sebi, ko smo veseli, razigrani, polni energije, kot rečemo danes. Običajno nam rečejo, ne hodi k meni, ko si zatežen, žalosten, potrd, ampak pridi k meni nasmejan in dobre volje. Jezus pa nas vabi k sebi, tudi ko smo utrujeni in obteženi. Njemu smo vedno dragoceni in vedno nas spremlja. K Kristusu prihajamo, ker vemo, da bomo pri njem našli razumevanje in moč. Kako nam vera v Kristusa pomaga v življenju, nam govori tudi naslednja zgodba, objavljena v knjigi Preizkušnji mi bodi blizu Gospod. V neki družini je bil oče brezvirec, mati pa je bila zvesta vernica. Imela sta hčer edinko. Dekle je kolebalo med materino vero in očetovo nevero. Mama je redno obiskovala cerkev, oče pa se je iz tega norčeval. Hči je imela oba rada. Ko je bila stara 16 let, je zbolela. Nekega večera sta ob njeni postelji vsak na svoji strani stala starša. Z njunih obrazov je razbrala, da se bojita najhujšega. Hčerka je z eno roko prijela očetovo roko, z drugo pa materino in vprašala, ko bi sedaj umirala, kako naj umrem, v očetovi neveri ali v materini veri? Oče se je jokajoč sklonil k bolni hčeri in dejal, dragi otrok, umri v materini veri, kajti moja nevera ti nič ne pomaga. Hčerka je poslušala očeta in prosila Boga, naj nakloni dar vere, kakršnega ima mati. Vera je dragocena, ker se na njo lahko opremo, ko odpovejo vse druge stvari v življenju. Ko ni več nobenih odgovorov, lahko najdemo odgovor v veri. Popolno temo nam lahko razsvetli luč vere. Bog nas vedno spremlja, ker smo mu dragoceni. Pozna nas in dobro ve, kdo smo. Tone je hodil vsak dan v dom ostarelih, vedno v isto sobo. Pozdravil je starejšo ženo, jo dvignil in ji pomagal, da se obleče. Nato jo je počesal in uredil. Potem jo je nahranil, žličko za žličko, požirek za požirkom. Pri tem je govoril o otrocih, o vnukih ter o svojem življenju, da je že 52 let srečno poročen, da ima izredno dobro ženo. Kdo pa je ta žena, ga je vprašala oskrbovanka. Ti si to, je z nasmehom odgovoril. To se je dogajalo dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecem, že 2 leti. Vedno enako. Žena je namreč imela Alzheimerjevo bolezen. Nekateri prijatelji so Tonetu rekli, da nima smisla, da jo obiskuje vsak dan. Saj niti ne ve, kdo si, so mu govorili. Toda jaz vem, kdo je ona, jim je on odgovarjal. Vem, da je moja žena. Mi lahko pozabimo in dejansko tudi pozabimo in se oddaljimo od Boga. On pa nas nikoli ne pozabi in nas nikoli ne bo pozabil. Pridite k meni vsi, nas vabi Jezus v današnjem evangeliju. Vabi nas k sebi, kjer bomo v njem našli mir svojim dušam. Jezus nam poklanja svoj mir. Pa ne samo to.
V veri v njega moramo tudi hoditi skozi preizkušnje življenja. Kako nas vera ohranja v težkih trenutkih, naj govori zgled poljskega jezuita. Odlomek je vzet iz knjige Zgodbe za pogum. Ta jezuit je preživel 15 let na prisilnem delu v enem od sibirskih taborišč. Vsa ta leta je bil v skupinah, ki so morale opravljati najtežja in najbolj umazana dela. Kopali so temelje, natovarjali in raztovarjali težke gradbene elemente, kopali v vlažnih, temnih rovih, ker jim je smrt nenehno bila za petami. In kaj ga je vsa ta leta držalo pokonci? Ljudje so v taboriščih umirali, ker so izgubili upanje, je pripovedoval. Jaz sem vedno trdno veroval v Boga in sem imel vedno upanje. Nisem jaz ohranjal vere, vera je ohranjala mene. Ljudje imamo velikokrat napačno predstavo, da mi delamo Bogu uslugo, če verujemo, pa je ravno nasprotno. Ne potrebuje Bog naše vere, ampak mi potrebujemo vero v Boga, da nas drži pokonci, da zmoremo hoditi skozi življenje. Človek, ki veruje, bo zmogel veliko v življenju, a največji sad vere so dela ljubezni do bližnjega. Ta dela so celo pokazatelj prave in iskrene vere ter tesne povezanosti z Bogom. Naj nas zato dobra dela, ki jih opravljamo bližnjim, približajo Bogu.